veliki pok 15 let Ozare. Kaj pravzaprav to pomeni? Pomeni dve stvari. Prva je ta, da praznujemo danes 15-letnico, lahko rečemo, uspešnega delovanja, saj smo razvili mrežo programov po celotni Sloveniji, s katerimi pomagamo osebam s težavami in duševnem zdravju. Druga stvar pa je ta, da danes simbolično razbijamo predsodke, ki so povezani z duševnimi motnjami in zaradi katerih imajo osebe s težavami v duševnem zdravju ogromno težav pri vključevanju v delovno in družbeno okolje. Tako da splet dveh stvari je danes tukaj. Se vam zdi, da imamo Slovenci še zmeraj predsodke v zvezi z duševnimi boleznimi? Jaz mislim, da jih imamo, kljub temu, da zadnja leta pospešeno delamo na destigmatizaciji duševnih motenj, ampak mislim, da so te stvari zelo globoko ukoreninjene. Veliko ljudi se obrne stran, ko sreča človeka, ki je bil zdravljen v psihiatrični bolnišnici. Mislimo, da to ni prav in zaradi tega se borimo s vsemi močmi, da to stvar spremenimo. Se število ljudi z duševnimi motnjami veča? Zdaj lahko rečem, da za določene duševne motnje ja. Predvsem depresija in anksiozna motnja sta v porastu. Tudi en podatek obstaja, da zaradi gospodarske krize ljudje pogosteje posegajo po antidepresivih, pa po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije naj bi zgolj depresija postala najpogostejša bolezen tam leta 2020. In kaj Ozara daje? Ozara daje pač eno sporočilo, da so ljudje z duševnimi motnjami tukaj med nami, da so ljudje kot vsi mi, da imajo dobre in slabe trenutke, da so zmožni delati, da so dobri starši, ko so izven obdobja akutne simptomatike, da so ljudje kot vsi mi. Kako to, da si se odločila priti na ta koncert? Zaradi tega, ker se mi zdi fajn namen, fajn društvo. Jaz sem tudi sama po poklicu socialna delavka, poznam kar nekaj ljudi, ki imajo probleme tako z depresijo, svojim počutjem, kot s tem, da jih okolica zavrača. Tako da se mi zdi to en tak fajn razlog. Pa še dolgo nisem bila v Mariboru. Se ti zdi, da smo Slovenci zelo, kar se predsodkov tiče, zadrti? Ja, absolutno. Mislim, jaz poznam od takih čist banalnih primerov, kot je, ne vem, da ne pustijo, da se otroci igrajo na igrišču, da jim grejo otroci na živce. Konkretno imamo tak primer pri nas, tam, kjer stanujemo, da jim grejo majhni otroci na živce, do tega, da jim grejo na živce Slovencem pač ljudje, ki so drugačni. In mislim, mene te stvari zelo razjezijo, tako da se mi zdi, da je treba pač sprejemati vse okrog sebe, vsak je osebno zase, vsak ima lahko svoje probleme, svoje stvari, ki ga veselijo in to je v redu, to je kul.